Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če se na koncu, mislim, ker smo že praktično v zadnji tretjini oddaje. Zdaj sodnica pravi tako, korupcija poteka pod površjem, na skrivaj posamezniki se povezujejo v družbo, ki je obvezana močečnost, redki storilci so prijeti med samim dejanjem. Kar se tiče tega primera, listinska dokumentacija kaže na nezakonitost ozadja, čeprav so na drugi strani priče navajale drugače, a tudi med njimi so razhajanja. Ocenila sem, da je edino listinska dokumentacija tista, ki predstavlja dejansko stanje, se je nastala v času, ko nihče od udeležencev ni vedel, da se bo znašel v kazenskem postopku. Kaj pravite, gospod Jaklič, na to obrazložitev? Se pravi, referenca zgolj na listinske dokaze. Tako. Ob dejstvu, da priče izpodbijajo listinske dokaze. Meni se to zdi neprimerno, sicer jaz moram tudi tako poudariti kot te gospodine. Vi poznate spis v bistvu? Ne poznam, jaz ga poznam obtožnico, obtožni predlog sem natančno prebral, tisti, ki je bil dostopen, tako da nekaj teh listinskih dokazov poznam, ker so tudi v tistem obtožnem predlogu. Zdi se mi pa sporno to, da če pride do konflikta med temi pričami, in listinskimi dokazi, je tukaj nek dvom, pa še nekaj bi poudaril, pomembno je, kako bo sodnica obrazložila in pokazala povezavo med nekim listinskim dokazom in recimo obsojenim Janezom Janšo konkretno. A je to tisti tako imenovani hearsay, kot pravijo, to se pravi, nekdo je nekaj rekel, pa si že kar kriv. To so vedno kočljive stvari. V ameriškem pravosodnem sistemu je hearsay praviloma nedopusten. Kakšno težo imajo recimo SMS-i ali pa sporočila med temi akterji, med Riedlom, med vodstvom Patrije? Načeloma mislim, da ne bi smelo biti problema v samem dokazu, ampak problem je drugje. Poveza ta dokaz s tem, da je nekdo v resnici nekaj zagrešil. To je pa čisto druga stvar. Še posebej, če imamo neke priče, ki to neposredno izpodbijajo. Kakšne posledice bo imel ta proces, v bistvu današnji, nekateri imenujejo proces desetletja za slovensko sodstvo ali pa, če hočete, za slovensko politiko, v bistvu ne nazadnje. V bistvu precej sprošlo se vrsto gibanj. Ta informacija praktično je šla po celem svetu, do Kitajske, mislim, da celo na Kitajskem poročajo o tej sodbi. Zdaj nekateri pravijo, nekateri strankarski kolegi Janeza Janšo pravijo, da smo nekje na stopnji Ukrajine in primerjajo ta proces proti Timošenkovi, oziroma očitno, glede na to, kar se je vse dogajalo danes pred sodiščem in zadnjič, kakšne posledice bo to imelo v bistvu pravzaprav za... Mislite politične? Politične in pravno. Za Slovenijo ali za koga? Ja, za Slovenijo recimo. Za Slovenijo recimo je to seveda slabo v vsakem primeru. Ali bo obsojen ali bo oproščen, je slabo, zato ker če bo obsojen, je obsojen človek, ki je bil večkrat obrambni minister, predsednik vlade in tako naprej, in ki je zdaj vodja opozicije. Če bo oproščen, bo pa res lahko nastal dvom o korektnosti vseh teh procedur, čeprav moram pa tudi tole povedati, kar sem že večkrat. Ni oprostilna sodba neuspeh sodišča. Tudi če bo pritožbeno sodišče razsodilo tako, da bo treba pri ponovnem sojenju Janšo oprostiti, ne bomo mogli sodišču ničesar očitati. Zato, ker bo treba to njegovo odločitev, če bo potem postala pravnomočna. On je napovedal tožbe, v bistvu, če bo... Bo pa treba to odločitev spoštovati, ne glede na to, kakšno mnenje imaš sam. Zdaj, ko vas poslušam, bi rekel, da je ok, na prvi stopnji se ga obsodi, na drugi stopnji se ga oprosti. Ne mislim to. Veste, še enkrat, konkretno sojenje za tem omizjem se ne da izpeljevati. Preprosto zato, ker ne poznamo spisovnega gradiva. Vsaj 3 ne. Dobro. Jaz mislim, da imamo še en klic gledalke oziroma gledalca, pa nadaljujemo takoj. Izvolite. Dobro večer. Ja, izvolite. Ja. Izvolite, se slišimo, kar izvolite, postavite vprašanje. Ja. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja. Slišimo se, postavite vprašanje.
Alo. Ja. Jaz bi imel vprašanje za profesorja Udeta Ja, izvolite. in bi ga vprašal, a je res pred volitvami 2008 študentom pravne fakultete črnil Janšo. Torej pravo predavanj v glavnem niso imeli, ampak je v glavnem samo jih priporočal, naj ne volijo Janšo. Dobro, hvala lepa, izvolite. Ne, se tega ne spomnim. Če sem pa kdaj med predavanji rekel tudi kakšno politično oceno, pa seveda sploh ne izključujem. Dobro. Ampak to je, da bi pa delal Izvolite, predvolilno gospod propagando. Matos. To so pač, to je ta zgodba, Jaz bi ta samo- način. Jaz bi samo še eno zadevo dodal, verjetno se bo tudi gospod Ude pa s to strinjal, če bo se na koncu ugotovilo, tako kot se je pri gospodu Erjavcu, Ja. da obtožni predlog ni imel vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja v opisu, kar je sodnik jasno povedal in je to tudi prestalo, bo rekel jaz pritožbeno instanco. Ali bo to neuspeh za sodišče in za tožilstvo? Za sodišče ne. Ker koncem koncev ta prva obsodba kaže vsaj to, tudi za tožilstvo, ne, če normalno gledamo na tožilstvo in sodišče. Tožilstvo ima dovolj utemeljen sum in moram reči, če se odvija proces na Finskem, v Avstriji in tu in obstojajo vsaj posredni dokazi, vsaj utemeljen sum je že. Ne. In potem, zato pa so pritožbene instance, da razčistijo zadeve. Potem bi lahko vedno takrat, kadar je recimo prvič obsojen, potem je sodba razveljavljena, drugič oproščen, bil to neuspeh sodišča. Ni, ker sodišče je celota. Ne samo en sodnik. Očitno se nismo razumeli ali pa me niste želeli razumeti. Ne? Zakonski znaki morajo biti seveda opisani, ne? Drugače sploh do obtožbe ne more priti. Ne? In če jih ni, ne? Dobro, to je vaše. Ja, tako je bilo obrazloženo, in če jih ni, potem je to pač pri nas unikum, da je pač obtožni predlog, ki je bil samo formalno preizkušen, lahko prišel v proceduro, danes celo do obsodilne sodbe, kljub temu, da po moji oceni nima zakonskih znakov, vseh, ki bi jih moral imeti pri gospodu Erjavcu, bilo pa to tudi ugotovljeno, da jih ni imel, da ni imel seveda zakonskega znaka nastanka škode. To je sodnik lepo obrazložil in za takim obtožnim predlogom je gospa Prasterjeva šla tako zoper gospoda Erjavca, kot zdaj zoper gospoda Janšo. Pa ne bom rekel tega, rekel sem, če bo neuspeh, če se ugotovi, da zakonskih znakov ni bilo. Zdaj tu sodnica ravno pravi na to, mislim, zdaj, če imam pravilen povzetek tega, kar je bilo rečeno, ne, glede na pripomb obrambe na opis kaznivega dejanja, da sodišče obravnava premalo obrazložen obtožni predlog, je bilo spregledano, da je v predlogu časovni okvir opredeljen z natančnimi datumi, so opredeljeni sestanki, sicer ni točnega kraja, a to ne vpliva na ugotovitev, da so v predlogu opisani oziroma podani kazenski znaki. Ne. Zdaj, Zakonski znaki. Ja. Znaki kaznivega dejanja. Jaz bom še enkrat rekel in ponovil zopet, naj mi nekdo, kdorkoli je to prebral ali pa slišal, pa naj še enkrat prebere, pa naj še enkrat obtožni predlog prebere, pa tudi sodbo prebral, naj mi pove en konkreten datum ali sestanek, ki bi seveda bil naveden, da je gospod Janez Janša bil udeležen. Ga ni. Za ostale pa so datume, recimo ta 1. september, sestanek na FSE-ju. Jaz se ostale ne bom spuščal, gre za gospoda Janeza Janšo, jaz zdaj govorim o tem. Če bo en sestanek, seveda datumsko določen, da se je zgodil, tega se niti ne zatrjuje, ali pa v 24 mesecih, ker je bilo zopet večkrat poudarjeno, pa tudi danes v obrazložitvi izpuščeno, ko je bilo rečeno, da ne znam komunikacijski način zato, ker imamo telefone, SMS, elektronska pa pogovore, ampak seveda, ker korupcija se odvija pod tistim, ne, pod površjem, pa ni pričakovati, da se bo to najdlo in tako dalje in tako dalje. Ne. V 24 mesecih so bili izpiski telefonov
gospoda Janeza Janše mislim, pridobljeni da se in v 24 mesecih ni bilo kontakta. Ampak to je, mislim, da se je preiskava zelo pozno začela in da takrat za 2 leti se samo hranijo ti podatki. Ne? To je bilo leta Zakaj? 2004. Zato, ker je eno leto in pol. Ali so bili ti podatki do 2004 nazaj, v bistvu, za 2004? Izpisi telefonskih komunikacij so bili za obdobje, ki se očita v obtožnem predlogu. Za Ne zdaj za depešo eno leto. Od 2004 naprej? 2004? Ne 2004. Se še prej Obdobje sploh se nanaša na 2005 in 2006. To je v obtožnem predlogu. Če bi za 2004 bi mogli gospoda Ropa kaj vprašati Dobro. o njegovih komunikacijah pa pismih o nameri. In v teh 24 mesecih ni enega SMS-ja, enega telefonskega pogovora. Predrznost gospe Hrasterjeve je bila celo v tem smislu, da je v obtožnem predlogu takrat navajala, da se vidi intenzivna komunikacija med gospodom Zagožnim in gospodom Janšo v tem kritičnem obdobju, pa se je pa, seveda tisto, kar je bilo jasno v spisu, pogledal CD, je bilo po 18 klicev gospoda Zagožna na telefon stranke SDS in tudi na telefon gospoda Janša, ampak ni bila komunikacija vzpostavljena, torej zame komunikacije ni bilo. Bil je klicen, pa komunikacije ni bilo. In ko bo nekdo dal en konkreten telefonski pogovor ali klic v tistem obdobju, ko naj bi se v tem časovnem, neznanem zdaj, sprejela obljubena nagrada ali pa en konkreten sestanek, kot sem rekel prej, če je imel nekdo v rokovniku napisano, 17. se sestanemo Gospod Zagožen je imel zapisano. v Ribiški koči, hudiča, sem rekel, vse gospod Janša je bil varovana oseba, ne se pogleda, če v Ribiški koči. Ampak ker ta očitek ni bil, tisti datum, ko je imel Zagožen v koledarju, sploh ni v tistem časovnem okviru. Zdaj, če gremo še samo, v bistvu, recimo, gospod Jaklič, vi poznate te procese, prej ste že omenjali v tujini, ne? A je običajno tudi v tujini, recimo, da so protesti pred sodiščem, pa tako, v bistvu, ali je to, ker Seveda, pri nas je šok bil, to v je bistvu, nekaj posebno normalnega, ne? Saj živimo v demokraciji, sojenja so praviloma javna, ne morem si v tujini, v bistvu, so javna sojenja. Praviloma, ne morem si predstavljati, da bi bilo sojenje nekemu lahko, opozicijskemu prvaku ne bi bilo javno, jaz se tega ne morem predstavljati. Ampak se lahko snemajo, recimo v tujini, ta sojenja, v bistvu v Ameriki, v bistvu, ker vidimo karikature iz teh, niti slik ne vidimo iz sodne dvorane, kaj je s tem, v bistvu? To je zelo različno, ne poznamo toliko detajlov, ampak praviloma so te stvari javne. Ne? Vse je bilo to sojenje. To sojenje je bilo javno, smo ga mediji ves čas spremljali. Ja, ampak ne v odprto za javnost, da bi lahko sporočila prišla do celotne javnosti. Da bi si lahko, mislite, da bi lahko neposredno spremljali, kaj se dogaja v sodni dvorani? Tako. A mislite, da mora potem sodišče najeti dvorano za 1000 ljudi, kadar je tak sodni proces? Dali so pač tisto dvorano, ki je bila največja, najprimernejša po njihovi oceni, ki je bila pa premajhna za vse zainteresirane. No, jaz mislim, da moramo tukaj še precej naprej narediti, da odpremo stvari za javnost. Recimo tudi ti zaključni govori, pa te stvari, vidimo, da so bili problemi, da ne bi bil kršen sodni red in tako naprej. Jaz mislim, da bi vse to moralo biti javno. In bi bilo verjetno precej drugače. To je drugače. Vključno s temi izvajanji dokazov in tako naprej. Mislim, da bi to moralo biti javno. Jaz ne vem, zakaj se seveda vsi tako bojijo te javnosti sojenja. Mi imamo seveda javno sojenje, ki se uresničuje na več načinov. Eden od načinov je ta, da pač nekdo lahko tja pride ali pa novinarji pa o tem poročajo. Seveda pa predlog prejšnje vlade, ki je bil pripravljen, pa seveda ni šel skozi državni zbor, je bilo, da bi bilo možno v nekaterih primerih tudi snemanje obravnav in prenos teh obravnav. Če se spomnite, ne vem, primera na hrvaškem Sanaderju, ker je šlo za sojenje pred politiko, je bil njegov zagovor in njegovo sojenje je bilo prenašano preko seveda televizije. Enako je bil primer O.J. Simpson, če se ne motim, tako naprej. Kadar se oceni, da gre za tako pomemben proces, kjer ima javnost interes in kjer se sodi politiku, seveda je javnost tista, ki nadzira. To je nadzor nad poštenostjo in korektnostjo sojenja. In danes se ne bi kle pogovarjali o tem, kaj je bilo, kaj ni bilo, kdo je kaj rekel, zakaj ni rekel, ne. Ampak bi vsi to lahko videli, slišali in lejte, ljudje bi si na podlagi tega ustvarili presojo sami, ne bi je jaz ustvaril, niti gospod Ude, niti gospod Jaklič, niti nihče od nas. Ampak bi bilo to jasno.
Ampak seveda pri nas je, tako smo šli tako daleč, da kot je rekel gospod Jaklič, ne smo šli, smo še vedno tam, no? Kot je rekel gospod Jaklič, v Ameriki je normalno, da se sodbe komentirajo, da se predhodno o tem debatira. Pri nas pač seveda, če objavi samo fotografijo sodnice ali pa posnetek sodnice v istem momentu, v 2 urah ti zagrozijo za denarno kaznijo in tako naprej. Ampak sej, sojenje je javno po sodbem in ulico, zakaj pa ne bi smeli ljudje vedeti do sode? Kaj pa recimo, Damjana, kaj pa to, recimo ti protesti, videli smo jok, navijanje, v bistvu z ene in druge strani, kaj praviš na te okoliščine procesa? Jaz moram reči, da sem nekaj podobnega videla že kar nekaj let nazaj, ko so na sodišču sodili prvaku Slovenske nacionalne stranke, gospodu Zmagu Jelinčiču. Če se ne motim, ravno zaradi nekega sovražnega govora ali nekaj podobnega, prosim, ne me zdaj prijeti za besedo. Takrat so privrženci gospoda Jelinčiča bili pred sodiščem seveda v bistveno manjšem številu kot v ponedeljek in danes in da so tudi spremljali sodbo, da so tudi notri sedeli s transparenti in tako naprej. Tako da to zame ni bilo novo. Za marsikoga pa je seveda pač bilo to novo. Kot je pa že povedal gospod, pa so taki protesti oziroma takšno dajanje spodbude v tujini, pa so marsikje kar del običajne prakse sodne, sploh ko se sodi ljudem iz političnega življenja. Ampak redki. Ampak bolj redki, ja. Bolj izjemo kot pravilo. Razplet te zgodbe napovedujete, glede na to, da ste poznali. A naprej? Ja. Kaj, vrag si ga vedi. To je pa res zapleteno dejansko stanje tudi z pravnega vidika, ker gre le samo za sprejem obljube, zato je bil obsojen. In ne vem, kako se bo zadeva končala. Upam samo, da bomo tudi mi za to mizo in drugi spoštovali odločitev tako ali drugačno sodišča. Ne? Ker drugače, veste, ne moramo nasplošno govoriti o pravni državi, takrat, ko pa je nas zadet od te pravne države, takrat nas pa zmanjka. Takrat pa začnemo šimfati, pa iskati bolj demokratične primere. In tako naprej. Jaz mislim, da imamo še eno, bom takoj dal besedo, mislim, da imamo še en klic gledalke oziroma gledalca za večer. Izvolite. Halo? Dober večer. Ja, izvolite. Imel bi eno vprašanje. Izvolite. Gre za to, zdaj je ta afera Patria popularna, ampak jaz bi se malo nazaj vrnil. Poglejte, recimo veliko večji in dosti bolj utepljivi kriminalni dogodki so se dogajali, recimo v aferi Balkanski bojevniki. In zadeva je trajala 2 leti, dokazi so bili neizpodbitni in nihče od sodnikov in spravnih strokovnjakov ne zna utemeljiti, zakaj so recimo dejansko priznane kriminalce v svetovnem merilu je enostavno oprostili. Tistega edinega, ki so ga obsodili na 10 let, so pa spustili in je zbrisal. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, Tovšakova. Poslušajte, jaz mislim, da način in pristop sodstva in pravne države k določenim problemom je totalno in popolnoma podoben dogodkom, recimo, ne vem, v Butalah in zgodb Frana Minčevskega, butalski policajnica Fizl. Kar se pa Janše tiče, poglejte, pa zanimiva perioda dogodkov. Namreč, to se vleče vedno v konicah, kar pomeni volitve, kar pomeni, kaj se en določen pomemben političen dogodek, in našli so pač enega grešnega kozla, ki pa tudi slučajno ni primeren recimo za tako obravnavo, kot jo pri nas zdaj spremljamo. Poglejte, naredili ste z ljudi, ki so pred toliko in toliko leti postavljali celo svoja življenja na branik domovine. Zdaj jih pa vlačite kot najhujše kriminalce in jih
brez vsakih dokazov enostavno hočete zbrisati z politike. To je, po moje, vprašanje, ki vsem tistim, ki tam zdaj sedijo, sliši. Hvala lepa. Izvolite, S tem gospod sem jaz Jaklič. pravzaprav mislil Mogoče bi to odgovoril gospodu Ode, ki ste prej rekel, ne, da se ne sme, da se mora vse obravnavati enako. Ne. Jaz se s tem globoko strinjam. Jaz v to v resnici pristno verjamem. In gospod vam je tukaj odgovoril, da ni enakosti, če se spusti ljudi iz procesa, recimo Balkanski bojevnik, kjer so bili detajli znani, pa se je sodilo po pravu, kar je bilo pravilno. Tukaj pa ni nikakršnih detajlov, pa se kar gre, pa se obsodi, zato ker je treba nekoga obsoditi. No. Poslušajte, se vam je gospod povedal in to je pa javnosti znano. To je pa današnje sporočilo, ki je povsem jasno in nezakomplicirano. In to je tisto, kar je tudi gospod Matos v začetku rekel, danes smo začeli uvajati v kazensko pravo pri nas drugačne standarde. In to je jasno kot beli dan, tukaj ni ugovora pravzaprav. In to je tisto, kar mene moti. Enako moramo obravnavati in vsakega obravnavati po pravu. Sicer pade en grd, umazan politični madež na naš pravosodni sistem, na idejo, na ideal vladavine prava, kamor se verjetno strinjate, da moramo vsi težiti. Jaz bi samo prosil še, če nam lahko režija posreduje rezultate, kakšne so rezultati. Ja, kazni za obsojene v primeru Patrije so 7% preniske, primerne, 2% previsoke, 1%. Ko bo 100 presegel. Večina je, da ne bi smeli biti obsojeni, no mogoče še. Kako komentirate v bistvu javnost? Mislim, da je okrog 90%, da ne bi smeli biti obsojeni. Vsaj teh gledalcev, ki so... Rezultat je razumljiv, glede na to, da kot sem rekel, da je bilo sporočilo javnosti, da so gospoda Janeza Janšo obsodili brez dokazov. To je bilo današnje sporočilo, ker nihče niti enega dokaza ni navedel. Ljudje bodo to tudi tako razumeli in tako sprejeli, ker tudi tako je. Dejansko bodo razumeli tudi, kar je gospod Jaklič povedal, da pri nas enakost pred zakonom ni, predvsem je ni glede na politično prepričanje očitno. Za leve velja tako, za desne drugače. Prej sem dal primer ravnanje prejšnje vlade, pa je noben ni procesuiral, pa noben preganjal, pa so bili listinski dokazi jasni. Pa primer tega sedaj. In seveda to je sporočilo javnosti. Samo še eno. Zato je tudi tak odziv, kar se pa tiče spoštovanja sodb. Jaz se strinjam seveda, da sodbe je treba spoštovati. Nihče mi pa ne bo vzel pravice, da bom o njih kritičen in da bom tudi rekel, da so nepravične, kadar mislim, da so nepravične. In seveda zato bo moglo pa sodišče poskrbeti, da bo ustvarilo videz pravičnosti in da bodo ljudje tudi sodbe kot pravične sprejelo. Pri nas jih ne sprejema, zato ker tega ni. A zdaj, če sledimo tem navodilom ameriškega ambasadorja, ne, mislim, in tem, kar so ljudje danes sklikali, misliš, da bo naslednji procesov potem mogoče gospod Janković, samo to v bistvu ne mislim. Ja, to bomo videli, kakšni bodo postopki, če bodo sproženi zoper gospoda Jankovića. Meni se pa zdi pomembno, da še pa to povem, da je sodnica danes poudarila, da so obtoženim dokazana vsa kazniva dejanja iz obtožnega predloga. To je bilo v obrazložitvi sodbe. Samo toliko. Pa morda še to, da spomnimo ob tem, da se je mogoče končala tukaj prvi del afere Patria, kajti na okrožnem sodišču v Ljubljani se je že opravil predobravnavni narok zoper dva domnevna akterja iz te zgodbe, zoper gospoda Zupana in zoper gospoda Cekute. Tako da drugi del, oziroma nadaljevanje partije številka 2, kot tudi tožilci poimenujejo, še sledi. Jaz bi dodal samo še to, da prvi del tako imenovane resnice v Patriji nikoli ni bil procesuiran. Torej, oddaja posla pod mizo strani vlade Toneta Ropa, zato da bomo imeli samo dva dela. Resnica v Patriji se je začela marca 2004 za oddajo posla pod mizo. Jaz bi na tej točki zaključil, ker smo že prekoračili malo čas. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vsečne daje vroči stol, vam spoštovanje gledalke in spoštovanje gledalce. Hvala. Smo bili.